Hvala lepa. Kakšne so zdaj naslednje poteze vaše? Boste najprej prisluhnili manjšini, ste že morda govorili z veleposlanico, predsednik Pahor je to že storil? Poglejte, kar se tiče težav, ki jih ima v tem trenutku slovenska manjšina na Koroškem zaradi osnutka deželne ustave, bom imel v ponedeljek sestanek z vsemi predstavniki slovenske manjšine in tudi bom imel srečanje z deželnim glavarjem, verjetno v ponedeljek ali pa v torek. In na podlagi te razprave bomo tudi določili, kakšni bodo koraki naprej, ker naš cilj je predvsem uresničevati interese slovenske manjšine. In mi kot vlada in tudi sam kot minister za zunanje zadeve si želim, da bi čim bolje te interese uresničili, in zato je ta pogovor v ponedeljek izrednega pomena. Potem bom pa imel še to srečanje z deželnim glavarjem, kjer bova se pogovorila, kakšna je možnost, da to težavo, ta problem rešimo v korist obeh držav, zlasti pa v korist slovenske manjšine. Zdaj, kar se tiče današnjega srečanja, pa moram povedati, da ocenjujem, da je to srečanje potrebno. Sami ste ugotovili, da v zadnjem času smo glasovali precej različno in zato je treba koalicijo konsolidirati, pogledati, katere zakoni so tisti, ki jih moramo do konca mandata še sprejeti. Prepričan sem, da ta koalicija lahko zaključi mandat. Smo v zadnjem letu, tudi sobotni kongres stranke Desus, kjer napovedujem uvod v volilno kampanjo. To ne pomeni destabilizacijo te vlade, ampak pomeni bolj intenzivne priprave za volitve, ki naj bi bile naslednje leto. Kar se tiče stranke Desus, mi zelo močno podpiramo, da gremo naprej z demografskim skladom. Nenazadnje smo mi to uvrstili v koalicijsko pogodbo. Tudi gospodarska situacija kaže na to, da bo zopet usklajevanje pokojnin, ker v letu 2017 in tudi 2016 pričakujemo višjo gospodarsko rast, kot je 2,5-odstotna, in to so tisti naši programski cilji, ki pripomorejo tudi k temu, da bo vlada stabilna, da bo politična situacija stabilna, ker mi v tem trenutku rabimo zelo močno vlado, tudi zaradi varnostne situacije v naši soseščini. Mi imamo veliko izzivov in bi bilo zelo narobe, če bi vladala neka politična nestabilnost. In zato je današnji pogovor z poslanci izjemnega pomena, zato da vlada in koalicija deluje k temu cilju.